Čeprav je prenova študentskega doma 6 že končana, pa podizvajalci svojega denarja še niso dobili, kljub temu, da naročnik Univerze v Mariboru sredstva na računu ima rezervirana. Zatika se pri neizdaji soglasja konzorcijskih partnerjev Trimo Smelt, kjer Trimo ni podal soglasje za poplačilo vmesne situacije 7. in 8. in zatika se pri temu, da Trimo kot nosilni poslovodeči partner Univerzi v Mariboru kljub narejenemu končnemu obračunu ni predložil končne obračunske situacije, ni predložil bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku in tudi posledično zaradi nepoplačila podizvajalcev po prejšnjih in obstoječih situacijah tudi ni predložil vse dokumentacije, ki jo Univerza od njega zahteva. Tovrstna praksa v gradbenem sektorju je že ustaljen način dela. Podjetje GD d.o.o. iz Hrastnika in ostali podizvajalci so tako v hudi stiski in tovrstne težave pri izplačilih ogrožajo tudi na poslovanje njihovih podjetij, govori direktor Iztok Slanšek. Moram pa reči, da smo v tem času, glede na številko 1 286, kolikor je bilo plačil v tem času, naše podjetje vložilo že 1 450, kar pomeni, da smo iz drugih virov že delno pokrivali, dokler smo lahko. V tem trenutku imamo našo likvidnostno situacijo izjemno slabo in v tem trenutku imamo blokiran račun, kakor sem pa tudi že povedal, pa tudi 3 mesece nismo prijeli osebnih dohodkov, zaradi tega nas tudi naši delavci zapuščajo. Naše število zaposlenih je padlo iz 60 na trenutno samo še 8 delavcev, ki še vztrajamo seveda brez plačil na tej firmi, da bi tudi poskušali rešiti to situacijo, pa ne samo zaradi nas, ampak nasploh pomagati vsem, ki v teh krutih časih še vztrajamo in delamo v gradbeništvu.